Rastemo v spoznanju ljubezni. Danes smo govorili o tem, kaj je največje darilo, haleluja. Največje darilo, kar obstaja, haleluja. Kdo ve, haleluja? Kaj je največje darilo? Amen, to smo že bližji. Vse najbolj še več odgovorov, sam jaz bi rad tega, jaz. Haleluja. Kaj je to, da da kdo življenje zate? Kaj se temu reče? Ljubezen, amen. Ljubezen je največje darilo, ki ga lahko sprejmeš. A je tako, Janez 3,16, Bog je tako ljubil svet, da je dal eno darilo, amen. In to darilo je večno življenje v Jezusu Kristusu. In v Božiču, ko si ljudje radi talajo darila in sprejemajo darila, bi rad govoril, kaj je največje darilo. In to mora vplivati na vsako sfero mojega pa tvojega življenja. Midva sva sprejela toliko veliko darilo, da nikoli več ne bova enaka. Nikoli, haleluja. Midva ne morava živeti isto, kakor sva živela, preden sva sprejela to darilo. Evangelij v Jezusu Kristusu, dar, ki nam ga je Bog dal, je toliko ogromen dar, cerkev. To je toliko velika stvar, da če nam Bog ne odpre duhovnih oči, nimamo pojma, koliko smo sprejeli, haleluja. To, kar si ti sprejel, je toliko večje od tvojega razuma. To, kar je meni pa te Bog dal, to je preveliko, da bi človeški možgani lahko to poštekali. To lahko samo tvoje srce razume, ker tudi tvoje srce ima svoj intelekt in svoj sistem razmišljanja. In ta dar, ki smo ga sprejeli od Boga, mora vse spremeniti, kako razmišljava, kako živiva, kako sprejemava od Boga, kako najna vera raste, vse odvisno od tega, koliko sva sprejela, pa odpakirala ta dar. Tako, da lahko dobiš dar, pa ga niti ne znaš uporabljati. Niti ga odpakirati ne znaš. In pol ti sedi na polici in ga imaš tam, ampak ti ne korist kaj dosti. Ampak naj ti povem, isto je z Božjo ljubeznijo. Lahko rečeš, saj vem, da me ima Bog rad, pa še naprej živiš v skrbeh, v strahu, v obsodbah. Misliš, da nisi dosti dober, misliš, da nisi dosti močen, misliš, da imaš premalo stvari, da bi ti lahko uspel ali karkoli. Naj ti povem, to, kar ti je Bog dal, je dosti in mnogo več od vsega, kar boš kadarkoli rabil, da si mega zadovoljen, uspešen, srečen, da imaš nadnaraven mir, da izpolniš vse, v kar te je Bog poklical. Amen? Dajmo to probati malo odpakirati danes, haleluja. In prejšnjič sem govoril o luči in o temi in kako Bog hoče, da bolj žarimo kot božična zvezda. In apostol Janez je imel razdetja v luči. In zdaj si pogledamo, kako ta luč je povezana z Božjo ljubeznijo. V 1. Janezovem pismu, 2. poglavje, 8. vrstica. 1. Janezovo 2.8. In kakorkoli sem se imel ful dober v Ameriki in the best je sloviti Boga s par tisoč kristjani in lajčov in band in vse je izpiljeno v nulo in okoli pogledaš in wow, množice ljudi, že ne veš, a si v nebesih, a smo še na zemlji, haleluja. In je the best, haleluja. Jaz vam rad to, haleluja. Jaz rad s ful veliko ljudmi slavim Jezusa, ampak isto pa rad slavim z vsakim od vas, haleluja. Mogoče še bolj, zato ker en od nas je en od 5000, ki res osebno pozna Jezusa v Sloveniji. Tako da zame je vsak od vas, kot da bi bil v mega cerkvi. Zame vsak od vas predstavlja mega cerkev, haleluja. Amen. 1. Janezovo 2.8. Zopet vam pišemo novo zapoved, kar je resnično v njem in v vas, ker tema gine in prava luč že sveti. A lahko rečeš, tema gine. Amen. In to je res v tvojem življenju. Tema ima čedalje manj moči v tvojem življenju. Zakaj? Zato, ker prava luč že sveti. In prejšnji teden smo videli, da Jezus je luč sveta in zdaj, ko je bil na zemlji, zdaj si pa ti njegova luč. Amen. In ko on prižgal svojo luč v tebi, ta luč je močnejša od teme. Amen.
In ti moraš verjeti, haleluja, da je luč ful močnejša od teme. In edini način, da se rešiš teme, je, da pažgeš luč. Amen. Ne, da se s temo ukvarjaš. Kdor pravi, da je v luči, pa sovraži brata svojega, je v temi še do sedaj. Kdor ljubi svojega brata, in vedno, ko je beseda brat, tudi pomeni sestra, ostaja v luči. Kdor ljubi svojega brata ali sestro, ostaja v luči in pohujšanja ni v njem. Kdor pa sovraži svojega brata v temi, hodi v temi in ne ve, kam gre, ker mu je tema oslepila oči. Se pravi, tukaj vidimo, da luč je povezana z ljubeznijo. Amen? Se pravi, če jaz hodim v luči, jaz sploh sovražiti ne morem. Haleluja. In samo predstavljaj si, da kdaj te je kdo prizadel. Probi si to osebo predstavljati in bolj, kad te oseba prizadela, lažje bi jo sovražil, ampak ti ne moreš več. Ti sploh ne moreš ljudi sovražiti, ker je luč v tebi. Amen? Karkoli te je kdo prizadel, ga ne moreš, iz srca ga ne moreš sovražiti. Ti ga mogoče sovražiš s svojim umom, s svojim emocijam, pa v srcu ti nobene osebe ne moreš sovražiti. Zakaj? Ker je Jezus tle not. In ker Jezus pa šel, pa nesu luč in teme ni več. Karkoli je pa še, pa zginja ven. Amen, ker ti hodiš v luči. Tako da dajmo si to luč v ljubezni pogledati. V Rimljanom 5:5. Veliko ljudi moli, Bog, daj nam več ljubezni, daj mi še ljubezen. Bog ti jo ne more dati več. Ne more. Zakaj? Ker ti je že vso dal. Bog je dal vso ljubezen, ki je imel, je zapakiral v tvojega duha, kako po svetem duhu. Poglej si to, upanje ne osramočuje, ker je Božja ljubezen izlita, kje? V naših srcih. Amen? Kako? Po svetem duhu, ki nam je dan. Zato je to pomemben, da si krščen v svetem duhu, da govoriš o novih jezikih, ker sveti duh bo odpakiral ljubezen, ko je Bog zapakiral v tvojega duha. Ti ne moreš hoditi v duhovni ljubezni, ki je močnejša od vsega zla v tem svetu, če ne hodiš v duhu. Ker ta ljubezen je zapakirana v tvojem duhu oziroma v tvojem srcu. Naj ti razložim, ko me je Rodrigo od Diane mož pelil v njihovo mesto, 2-milijonsko mesto, to, kar Slovenija je njihovo mesto, od kjer so prišli veliko, je Rodrigo in njegov pastor, ki mislim, da celo še mlajši od njega, jaz bi bil komod starešina v cerkvi že po letih, tako da sem se ful počutil malo tako nervozno. In pol so me pelali, mislim, da pred pridigo po mestu in so me pripeljali, so rekli, to je pa največja čarovnica v našem mestu in je ful znana in je še na TV-ju. In zdaj večina kristijanov bi rekli, gremo hitro mimo. Posebej, da čuvam to maziljenje, da bom lahko pol čim lažje pridigo v cerkvi ali karkoli. Nočemo izgubiti maziljenje. Jaz sem glih obraten. Jaz rečem, wow, to je pa ful priložnost, da moja luč svet. Večja, kaj je tema, večjo radost imam jaz. Amen? Ker tam, ker se je greh pomnožil, se je še toliko bolj njegova milost. Amen? Pržgi majhno lučko, v temi bo ful svetla. Pač po dnevu luč pržigate brez veze. Mene mot, po dnevu kakero luči pržiga po hiši, mi je ful mot. Imam raje sončno svetlobo, ampak ok, zdaj sem se že navadil na to. Ampak, ko je rekel, pazi, to je ta čarovnica, najbolj slavna, ful močna, bla, bla, bla. Se je rekel, wow, daj, gremo do nje, please, gremo do nje. Prav, okej. In pol ona prodaja neka olja in jaz sem rekel, lep pozdrav, on me je prevajal. Se je rekel, jaz sem pa prišel, on rekel, kup to olje, to je za prosperiteto, boš ful zaslužil, če boš to olje kupil, pa te vmes namazala s tem oljem. Se je rekel, jaz sem te prinesel olje. Jaz imam eno olje, ki je milijonkrat dražje od tvojega olja. Je rekel, res je, kaj si rekel, ja, to olje, toliko denarja nimaš, da ti si ga ne moreš privoščiti, sem rekel. Ta olje, ki imam jaz, je najbolj dragocen olje na svetu. Razumeš, govoril sem o največjem darilu na svetu. Je rekel, res? Se rekel, ja, ampak ti ga bom dal za ston. Kako, kar za ston mi boš dal? Se rekel, ja. In pa se rekel, kdo je ta olje? Je rekel, kdo? Se rekel, Jezus Kristus. In pol je samo demoni, učil sem, ker sem omenil, se je demon pobegnil iz njenih oči ven. Sploh malo ni bilo treba cerkev. In sem rekel, Jezus te ful ljubi. Ful, on te ful te ljubi. Jezus ful hoče, da priješ njemu. Izredno te ima rad. Noben te ne ljubi toliko, kot Jezus. In pol sem jo objel. Najbolj slavno čarovnico sem objel.
In ko sem objel, sem takoj začutil, da ima v nogi nek problem in sem rekel, jel ste ma tokrat, da ti hoče dokazati, tako da ti bo nogo zdaj vzdravil. In rekla, res ali kaj? Sem rekel, ja, kaj pa imaš? Prav tumor. Sem rekel, le kako bo zdaj izginil. In je tumor izginil v 2 sekundah. Samo v moči Božje ljubezni. Haleluja. In pol je začela jokati, me objemati, slaviti Jezusa, se je spokorila za svoje grehe. Vse je naredila, samo da bi imela Jezusa. Haleluja. In pol sem molil za njo, da je izpolnjena Svetim duhom, je začela govoriti v novih jezikih, haleluja. In pol smo bili full happy, in pol sem rekel, to je Rodrigo, tukaj je njegov pastor, tako da pastor, jaz sem ti že kar zraven pripel, da lahko zdaj Bogu služiš. In rekla, res, ali kaj, wow, se kolej, koliko te ima Bog rad, to je noro. To je največje darilo, si danes prijela. Amen. In cerkev to mi imamo, amen. To nima Klemen Vidic, to ima vsak na novo rojen kristjan, amen. Če si en dan odrešen, imaš isto darilo, kaj jaz. Zakaj? Ker ena stvar glede darila, ne moreš si ga zaslužiti. Nehi probati kupati Božjo ljubezen. In to je ful nevaren, kadar pridigamo v posvečenju in kako slediti Jezusu, da pol nalagamo bremena na ljudi in naenkrat si pol kristjani v cerkvah sedijo in si hočejo zaslužiti Božjo naklonjenost, Božjo ljubezen, Božje delovanje. In kaj se ti pol zgodi? Padeš v religijo in imaš ful dober občutek, da te ima Bog rad in ga čutiš, da je s tabo, če si ti zdan dost molil, če si bil v besedi, če te kdo nahrulil, pa si dobro odreagiral, pol imaš feeling, wow, Bog me ima ful rad. Zdaj pa naslednji dan se pa zbudiš, pa imaš slab dan, malo te zob boli, na mačku si na rep stopil, te v prasku in pol si ga še skoraj brcnil, na srečo si ga falil. In pol otroku si pozabil dati za jesti, je šel malo umazan, palačen v šolo in pol si še enega tam nahrulil na avtobusu. In naenkrat nimaš feelinga, da te ima Bog rad, ampak imaš feeling, da si totalen loser, ker nič nov iz tebe. In imaš feeling, da si vse zgubil in vse zamočil. Ne te povem, če tako živiš, ne živiš v Božji ljubezni. Ker Božji ljubezni si ne moreš zaslužiti, haleluja. Božja ljubezen ni emocija, ni feeling, ki je s tabo, ampak je zaveza. To je zaveza, ki jo ti ne moreš prelomiti. Bog je prisegel, da bo s tabo. On je sam pri sebi prisegel, in če on ne bo s tabo, zato ker ti ne živiš tako, kot bi mogel, pol Bog neha obstajati. Zato ker je sam pri sebi prisegel in ne more lagati. In zdaj, če Boga ni s tabo, zato ker ti nisi ful dobro živel, pol ta Bog ne obstaja več, haleluja. Ker on je prisegel, da bo skozi tabo. On ti je dal zavezo, obljubo, haleluja, ki je neodvisna od tebe. Jaz sem svoji ženi obljubil, da bom z njo dokler naju smrt ne loči. Amen, to sem mi obljubil. In zdaj, če jaz več nimam feelinga, jaz sem bil skozi zaljubljen v Carol, dokler nisva šla na medene tedne in mi ni dala pribora na mizo, ki je skuhala nekaj za jest in je rekla meni, da naj jaz ostanem in grem jaz, rekel, pa ne vidiš, da že sedim in posla se ful skregala. Vem, ful meseno, ampak večinoma vam padamo v majhnih stvareh, a je tako. V bistvu kogarkoli vpraš, ko se je ločil, za kva se je ločil, se ne ve. So majhne stvari, a je tako. Majhne, brezvezne, ker bi se kdaj rešiti, haleluja. Mene je žal vsakega, ko se je ločil, ne se sekirati, glej zdaj naprej, amen. Ne biti pod obtožbam, haleluja, ker pač, kar je bilo, pač zdaj naprej. Ampak jaz se nam ločil, haleluja. Tudi če Carol postane antikrist, se nam loči od nje. Tudi če zanika Kristusa, jaz se nam loči od nje. Zakaj? Ker si mi prisegel, da bom z njo do konca. Amen? Do konca. Dokler naj jo kaj ne loči? Smrt, haleluja. In tudi ubiti jo pa ne smem, haleluja. Se pravi, jaz sem si pol želel, da bi jo kdaj vlak povozil, ko je dolgo ni bilo doma, sem rekel, mogoče bom pa zdaj osvobojen tega zakona, haleluja. To je bilo samo prvi 2 let zakona, pol sem to premagal, ta občutja sovraštva in zavrženosti in tako naprej. In kaj me je rešil cerkev? Božja ljubezen, haleluja.
Ker si ti ljubljen, pa lahko ljubiš antikrista, če treba. Amen? Amen? Lahko ljubiš kogarkoli. To ne pomeni, da se moraš zdaj z njimi strinjati, pa odobrati. Ne, haleluja. Ampak tebi ni treba hoditi v sovraštvu. Amen? Ker imaš nekaj več. Haleluja. Amen? In to pomeni, da hodiš v luči. In naj ti povem, tebe Bog vedno ljubi. Vedno, haleluja. Vedno. Jaz nikoli nisem pod obsodbo cerkev. Nikoli. Jaz se ne spomnim, kdaj sem nazadnje bil pod obsodbo. Pa verjemite mi, da sem stvari naredil, ki niso bile v redu. Sem naredil stvari, ki sem videl, da niso prav. V dobri veri sem šel narobe stvari delati. V svoji moči, v svojem egoizmu. In pač sem se pač upravičil, kjerikoli osebi, ki sem jo prizadel. Ampak nisem pod obsodbo. Zakaj? Ker ne morem biti pod obsodbo cerkev. Ker sem odrešen, razumeš? Jaz nikoli več ne bom pod obsodbo. Zakaj? Ker je obsodba na križu. Haleluja. Jaz vedno, ko se bližam Bogu, se mu bližam glede na to, kdo je on, ne kdo sem jaz. In on je dal zavezo, da bo skozi mano. Prilil je svojo kri zame. Haleluja. Zato mene tema sploh ne zanima. Haleluja. Me sploh ne zanima tema. Haleluja. In če jo kdaj vidim, se obrnem stran od nje, mi ni všeč in se obrnem stran, rečem, ne hvala, to nisem jaz, haleluja. Amen? To je pravo krščanstvo, haleluja. A veš, da imaš že Božjo ljubezen v svojem duhu, haleluja. Je že v tebi, haleluja. Brezpogojna, usupljiva Božja ljubezen je v tvojem duhu, haleluja. V 1. Korinčanom 13 imamo celo poglavje o ljubezni in vidimo, ljubezen je prijazna, ljubezen je potrpežljiva, je dobrotljiva, vse prenaša, vse odpušča, vse veruje. In zdaj, naj ti povem, da Bog je ljubezen. Amen? A ste prebrali, da je to? In se pravi, če je Bog ljubezen in pol piše ljubezen je potrpežljiva, lahko to besedo Bog zamenjaš. In ber 1. Korinčanom 13, tako da daš Boga not. In pol ber, Bog je potrpežljiv. Bog je dobrotljiv, Bog je prijazen, haleluja. Kakšen je tvoj Bog? Če vedno, ko nekaj narobe narediš, slišiš en glas v tebi, ki te nahrul, pa hoče v red spraviti, pa te obsoja, ne ti povem, to ni Božji glas. To ni Božji glas, haleluja. Zakaj? Ker Bog je ful potrpežljiv in še vedno verjame vate. Če ti govori glas, ki ne verjame vate, pa te nadzira, pa kontrolira, pa nahrul, to sta samo dve opciji, da ti hudič govori ali pa tvoj meso, tvoj neprenovljen ki si bil vzgojen tako in slišiš glas svojih staršev, svojih vzgojiteljev, ki ti težijo, ki te spravljajo v red. Bog je pa totalno kontra vsem tem sistemom. On je brezpogojna in popolna ljubezen. V bistvu, ko ti ne gre dobro, je kvečen še bolj prijazen pa usmiljen do tebe. Ker kjerkoli se je greh pomnožil, se še bolj njegova milost pomnoži. Zakaj? Da te ven spravi. Večja je tema, še bolj bo njegov reflektor tja svetu, da te ven potegne. Amen? Jaz, ko sem sprejel Jezusa in sem začel takoj pridigati na ulici, Aleš mi zadnjič eno sliko poslal, ko sem bil, pol manj me je bilo skupaj, ampak na Prešernu pridigam, se rekel, wow, noro, kako je to možno, nekaj čez 20 let star človek, haleluja. In pol se spomnim, ko sem prvič pridigal na ulici, sem najprej en joint prižgal. In to je bil moj zadnji joint, by the way, ker droga je demonska stvar. Jaz ne kadim več trave, niti se ne drugiram, ker nisem v temi, ampak sem v luči in ne rabim tega. Ampak kako me je Jezus osvobodil droge, ne vam to povem. Jaz sem bil zadet, ko sem pričeval nekomu in potem sem šel pridigati. In medtem, ko sem zadet, šel na uno mesto nazaj, da bom zdaj tam pridigal, ko sem zadet, ko mi je bilo prej neroden, zdaj mi pa ni neroden, ko sem zadet, na poti do tja me je Bog osvobodil. In veste kako? Samo v mojem srcu sem slišal glas, ki ni rekel, pa kako lahko kadiš, a nisi glikar sprejel Jezusa? Kako se lahko drugiraš? Nič ne bo iz tebe, ti loser. Ali pa, daj se bo že spremenil, dosti manj tega. To ni Bog, ko on je prijazen in potrpežljiv. Amen?
On nikoli te ne bo napadel. Pozab to. To pozab. To imaš religiozne ustanke ali slabe vzgoje ali religije ali karkoli si delal, haleluja. On je prijazen in dober, haleluja. Poglej si pismo, kjer so ful grešili. Ker so to grešili, mi jih ne bi v našo cerkev sprejeli. Ker je sin z mamo spal, incest, vse živo bilo, 1. Korinčanom, 2. Korinčanom. Tam imaš največ razodeti, kdo si v Jezusu. Tam največ njegova ljud svet, da vidiš, kdo si, da se bo šlo dvignil ven iz tega. In cerkev, veste, kako me je Jezus osvobodil? Rekel je samo, ful enostavno, ne rabiš več tega. To vse. Sam not v srcu je rekel, ne rabiš več tega. In istočasno, ko je to rekel, me je pa polil svetim duhom. Tako da mi je vzel en joint, dal mi je pa milijone jointov. Ampak originalnih od svetega duha, haleluja. Tako da sem bil čist zadet od svetega duha. Ampak to je trajalo 2 tedna. Jaz sem 2 tedna skoraj tlakušval. Vse, kar sem videl, sem imel rad. Taka božja ljubezen, nobenih glavobolov, nobenih posledic. Mogel sem gledati dol, če res po tleh hodim. Toliko sem bil maziljen in blagoslovljen. Haleluja. In Jezus ti nikoli ne bo vzel tvojega greha, ampak ti bo najprej dal ful dober kos mesa, potem ti bo polno kost. Boš ven plunil sam od sebe. Razumeš? On ne bo fokusiran na tvoj greh. On bo fokusiran na to, kdo si ti v njem. To je odnos, cerkev. Ti si v osebnem odnosu z Bogom. Kva to pomeni? A ti sploh zavedaš, kva to pomeni? Haleluja. Ti nisi prišel v eno religijo pravil, pa lepega obnašanja, pa samo pravičnosti. Ti si stopil v odnos z živim Bogom. Haleluja. Tebe ne osvobodila pridiga strahu in obsodbe iz Božje besede. Edina stvar, ki te osvobodi, je osebni odnos z Bogom. Da se zavedaš, kdo si. In to bi rad danes malo, da si pogledamo. Haleluja. Ful dolg uvod. Ne morem verjeti, 26 minut dolg uvod. A ne, sem že prej na stolu pesem snemal. Haleluja. Poglej si, 1. Korinčanom 13:13. Zdaj pa ostanejo upanje, vera in ljubezen. Največja od teh je vera. Ker z vero boš pa gor premaknil. Ne, narobe sem citiral, tako. Tako bi pisal, če bi jaz Biblijo pisal pred 5 leti. Haleluja. Dokler nisem bolj srečal z Božjo ljubeznijo. Ker, cerkev, tvoja vera bo ful švoh brez ljubezni. Bo ful švoh. Boš verjel 5 minut, pa se pa na vzgled, pa boš rekel, si sem vedel, da ne deluje. Že 3 leta izpovedujem pa nič. Ne deluje pač, nekaj narobe z mano, z Božjo besedo, z Bogom, nekaj pač štima. Pozab, zaljub se v Jezusa. Bo toliko zaljubljen v Jezusa, da mu boš vse verjel. Razumeš? Haleluja. Največja od teh je ljubezen. Haleluja. Amen. Ljubezen je najmočnejša stvar na univerzumu, cerkev. To je najmočnejša sila. Haleluja. In kdo je ljubezen? Amen. Haleluja. Ni čudno, pa je toliko močno. 1. Janezovo 4:8. Kdo ne ljubi, ni spoznal Boga, ker Bog je ljubezen. Haleluja. Se pravi, apostol Janez je bil najbližji Jezusu. On je bil toliko blizu Jezusu, da je šel na živce kakšnim drugim apostolom. Posebej recimo Petru, ki mu Jezus prerokoval, kako bo umrl mučeniške smrti. Je rekel, kva pa ta, on pa ne, ali kaj? A jaz bom trpel, Janez se bo pa spet prešvercil, zato ker ti je ful blizu in daje svojo glavo na tvoje prsi in se ima ful dobro s tabo. Vse mu odpuščaš, jaz moram pa trpeti. In jaz rekel, pusti njega na mer, okej? Pusti, kaj ima mi dva za en odnos, pusti na mer, haleluja, amen? Ti deli to, kot jaz govorim, haleluja. Razumeš? Bolj, ki si, razumeš, ti si toliko blizu Boga. Stepen, ti si toliko blizu Boga, da bolj blizu ne moreš biti. Ti ne boš nikoli bližji Bogu, kot si zdaj. Zakaj? Ker si v njem. Ker si sprejel Jezusa, si prišel kam? V Boga. Amen. Mi smo kje? V Kristusu. Kako boš ti še bližji Bogu? Ne moreš, ti si že v Kristusu. In dobra novica, on je v tebi. Amen. A si sprejel Jezusa? A si ga sprejel za svojega rešitelja? Amen. A si sprejel, da je Jezus umrl na križu za tvoje grehe? Si sprejel to? Verjameš, da si odrešen, zato ker Jezus plačal ceno zate, a še vedno sam hočeš to zaslužiti. Ne ti povem, če hočeš to sam, pol najbrž nisi odrešen.
moraš verjeti, da je vse plačal za te. Da je on tvoj rešitelj in tvoj Gospod. Amen? Tvoje življenje več ne pripada tebi, ampak njemu. Kaj to pomeni? To pomeni, ne samo, da si ti sprejel Jezusa, ampak še nekaj božjega, da je on tebe sprejel. Amen? Ker če te on ne bi sprejel, ti ne bi mogel biti v njem. Haleluja. Amen? Ti si pa v Jezusu. Haleluja. A ni to the best? Haleluja. Ti si toliko blizu Boga, da bolj blizu ne moreš biti. Haleluja. Vidva sta v bistvu eno z Bogom. Haleluja. In zdaj si poglej apostola Janeza, baje, da so ga celo kuhali v kotlu, so ga hoteli ubiti in ti pa je rekel, fanti, a lahko date malo bolj, a lahko malo pojačate tale džakuzi, malo, lepo me masira, sam malo še prehladno, haleluja, dajte še malo zakuriti. Se je smejal, baje ven iz kotla. In na koncu je imel še knjigo Razodetja, zadnja knjiga v Bibliji, kdo napisal? Spet apostol Janez. Edini apostol, ki je naravne smrti umrl. Amen? Tukaj vidimo epilog, dobro se je družiti z Bogom. Amen. Dobro je biti čisto zaljubljen v Boga. Amen. Jaz verjamem, da bolj, ko si zaljubljen v Boga, on je itak vate zaljubljen. Nekje v Bibliji pravi, da on pleše na tabo, da se to on veseli. Bog ne more in se je odločil, da ne bo živel brez tebe. On nič brez tebe ne dela. Haleluja. In zdaj, zakaj apostol Janez? Jaz verjamem, da to je za vsakega. Samo apostol Janez je bil pač heroj vere, ki si je upal toliko verjeti Jezusu. Amen? In ni pustil smeti tega sveta, da mu to ukradejo. Amen? Ti lahko ful veliko spremaš. Ful, haleluja. In poglej zdaj, kaj pravi apostol Janez, ker Bog je ljubezen. Kaj to pomeni? Bog je. To pomeni, to je njegov obstoj, to je njegova eksistenca, to je njegov karakter, to je njegov značaj. To pomeni, on ne more biti nič drugega razen to, razumeš? Haleluja. To pomeni, tudi če ti nisi, on je. Haleluja. Amen? Če gre tebi dobro ali slabo, on se ne bo premislil. Haleluja. Tako kot danes, ker ljubimo avte, ljubimo hamburgerje, ljubimo može, žene, karkoli. Ne, ker Bog prav ljubi ljubezen, to je zaveza za skos. Haleluja. Amen? To je za skos. To se nikoli ne bo spremenilo. Amen? Bog se ne spreminja. On se je odločil, on te ljubi in to je to, haleluja. Isto, kot moj sin, če bo Samuel začel ga biksati, nam jaz rekel, zdaj pa nisi več moj sin. Zdaj te pa ne maram. Prej sa te me vrat, zdaj te pa ne maram, ker te ni bilo domov pravočasno, haleluja. Ker nisi pospravil doma in skrbel za psa, zdaj te pa ne maram. Razumem, če tako delaš z otroki, pol ne poznaš Božje ljubezni. Haleluja. V bistvu, Bog je tak, da tudi, če se ti hočeš izpisati iz njegove družine, te on ne bo zatajil. Ko piše, tudi, če nas naše srce obsoja, on nas ne obsoja. Haleluja. Tudi, če smo mi nezvesti, piše, on ostaja zvest. Haleluja. On je tebi zvest. Zakaj? Ker on je ljubezen. Haleluja. To je njegov karakter, njegov obstoj, njegova eksistenca. Haleluja. Kjerkoli drug glas govori v tvojo vest, je ali hudič ali pa meso. Amen? Ni važno, koliko se lahko jaz kot pridigar deram nate, da se spremeni. Ne spremeni tega dejstva. Da Bog ni tak. Haleluja. On je ful potrpežljiv, on ful verjame vate, on se bo skozi ful ukvarjal s tabo. On pusti 99 pravičnih, z duhom izpolnjenih kristjanov in teče za enim, ki se ga je napil, pa v propad pada. Amen? A je tako? In bo pustil 99 ovc in bo laufal puno eno. Haleluja. To je tvoj pastir. On bo skozi imel oči na tebi. Ti mu ne moreš se mu skriti, ne moreš mu pobegati. Dobra novica je, da če komu lahko zaupaš, vse, cel svoj srce, da mu lahko zaupaš, je to Bog. Bog je mogoče edina oseba, ki ji pa res lahko vse zaupaš. Ker človek te lahko razočara, je tako. Ker pač človek ima svoje fore. Okay? Nismo še na novo rojeni v svojem umu, razumete? Se moramo pač sami prenavljati. V duhu smo že na novo rojeni, ampak je pa naša naloga, da ga prenavljamo, da rastamo. Ampak če komu lahko vse zaupaš, je to Jezus. Haleluja. Amen. On te nikoli ne bo spluvil, razočaril ali pa obsodil. Amen. Čas je, da ne gledaš na Boga, ker na enega Boga,
ki vedno misli, kva je še narobe s tabo. Tako kot eni ljudje, lahko ful lepo se reči, ampak tole še ni dobro, ti še ni dobro. Vedno ti še težijo, kva še ni dobro. In ti povem, Bog ni tak. On vidi tvoj konc že od začetka. On pride do Gideona, ki je totalen loser, ki ful v strahu živi prav, haleluja, močni junak. Ne reče, ti bi lahko bil močni junak, če bi spremenil to, pa nehal delati to, pa se nehal s tem ukvarjati, pa bla, 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 bla. To, kar večinoma v cerkvah poslušamo. On pride, pa mu takoj pribije, ti si mogočni junak. Gideon začne, jaz sem najmanjši, jaz sem to. S kom pa zdaj govoriš, a si falil naslov? In pol Jezus, ki je prišel v obliki angela do Gideona, prav, kaj je imel on na to odgovoril? Veste, kaj je imel Jezus na to odgovoril? Nič, ker se ne bo spuščal na ta nivo. Ko mu ti amraš kakšen loser, se on ne ve, o čem govoriš. Ko on te je naredil za več kot zmagovalca. Tako da piše, več kot zmagovalci smo v Kristusu. Ko mu ti amraš, da Božja beseda ne deluje, da si že stokrat prvo, on ne ve, o čem govoriš. Ker on je prisegel, da njegova beseda deluje. On je prisegel, da ti nikoli ne bo zapustil. On prav Gideonu, ko mu vse to jamra, on pač to zbriše, Bog deliti da na ta del komunikacije, kada se nič ni zgodil in prav, pejt v te moči zdaj. Pejt, haleluja, v te moči. V kje moči? Kar pejt v te moči, haleluja, brez skrbi. Zakaj? Ker sem jaz to rekel, haleluja, amen? Razumemo, če je Bog rekel, to je dost. On je alfa in omega, amen? Ti ne moreš vplivati na to. Ti ne moreš, ti greš, ti greš lahko v peko, če hočeš. Lahko, haleluja. In še vedno te bo Bog ljubil, ampak ti to nič ne bo koristilo. Zato je brez veze, da se uklepaš svoje teme, Kjerkoli imaš temo, odreci, haleluja, ker Boga tam ni. On te ni tja poslal, on te ne obsoja s tem. Sam ga sebe obsojaš, pa hudič to obsoja. Evangelije pa to, da Bog v 2. Korinčanom 5, okoli 20 pa naprej si preber, evangelije pa to, da Bog ni zaračunal ljudem njihovih prestopkov in je nas naredil za služabnike njegove sprave. Enostavno ni zaračunal ljudem njihovih grehov, ampak je v bistvu, ko je videl, kakšni grešniki smo, ko je Bog videl, koliko smo vsi zabluzili, vsak je zamočil cerkev, je on se odločil, preden si ti naredil kjerkoli dober korak, si on odločil, nič, jaz grem dol. Jaz bom postal en tak beden človek, kot so oni. Prevzel bom to podobo, roke, noge, glava. Omejen bom na eno lokacijo, lačen bom, žejen. Vse to bom dal skozi. Bičali me bojo, mučili me bojo, obsojali me bojo. Na koncu me bo še moj nebeški oče zapustil. Ampak vse to bom naredil, zakaj? Ker jih hočem nazaj dobiti, haleluja. Jaz ne morem živeti brez teh ljudi, haleluja. To so moji otroci. In je šel dol in je vse to naredil zame pa zate. Amen? Kako bi pa lahko dvomil v to, da je pa zdaj neki živčen pa jezen nate. Če je še, ko si bil grešnik, umrl zate, haleluja. Amen? Haleluja. Dajmo si pogledati to. Trenutno mislim, da si izmišljujem, ker je res tako dobro, haleluja. Poglej si tole. V ljubezni ni strahu. 1. Janezovo pismo 4.18. 1. Janezovo pismo 4.18. V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Amen? Jaz ne vem, na katerem nivoju ti hočeš živeti v svojem krščanskem življenju. Ampak vedno, ko vidiš strah, pomeni, da si na dosti nizkem nivoju. Res, si na dosti nizkem nivoju. Ker v popolni ljubezni, ko je Jezus, ko je izlita v tebe, v tej ljubezni ni strahu, haleluja, jo ni. Zakaj? Kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Mi ljubimo, ker nas je on prvi ljubil, haleluja. Se pravi, šele ko ti razumeš, koliko te Jezus ljubi, da on vse to pretrpel zate, on je postal dojenček na božični dan, si ljudje delajo jaslice, nota eno lutko in naj ti povem, Jezus je vse to res naredil,
Zakaj? Ker ima tebe tokrat. On je postal en nebogljen dojenček, zaradi tebe pa mene, haleluja. Kako bi pa lahko zdaj dvomu ušel v karkoli? A je tako? A je tako, koliko je neumnost dvom to njegov ljubezen? Ko pogledaš, kaj vse je že naredil zate, a je tako? Haleluja. In pol misliš, da ne bo mogel zdaj skrbeti zate, ali te voditi, ali ne vem, mislim. Ne vem, kako lahko še preživiš 1 minuto v obsodbi, da nisi dosti dober. Če si bil totalen loser, ki je on postal dojenček. Če je na križu umrl zate, ki nič nisi, jaz sem ga preklinil v več jezikih, on je pa prišel do mene in rekel, Klemen, kje si? Jaz sem živ, kje si ti, Klemen? Sem rekel, jaz sem v temi. In pol me je potegnil, slava Bogu. Jaz nič nisem rekel, da bi to zaslužil. Jaz pa razumel nisem, da je on umrl za me na križu, da se moram spokoriti. Vse to, kaj mi moramo narediti, nič nisem vedel. Sem mu rekel, Jezus, pridi, jaz sem slab človek. Pridi v moje življenje, haleluja. In se vse spremenil. Zakaj? Ker sem po njegovi milosti odrešen, ne po svojih delih, da se ne bi kdo hvalil. In zdaj poglej tole, poglej to. Mogoče bom s tem citatom končal. Hebrejcem 6:13, poglej to. Zdaj, kada to zdaj ni dovolj, vse to, kar nam ni dost, še vedno imamo problem, bo pa Bog še en korak šel naprej, okej? Še nam bo dokazal, da nas brat, poglej si tole, Hebrejcem 6:13. Hebrejcem 6:13, haleluja. Ko je namreč Bog dal Abrahamu obljubo, je prisegal sam pri sebi. In ker ni mogel priseči pri večjem, je rekel, resnično, obilno te bom blagoslovil in te silno namnožil. Se pravi, jaz ne vem, kako je s tabo, ampak jaz ne rad komorkoli rečem, da mu kaj obljubljam ali pa da prisežem kakšno stvar. Ne rad. Ker vem, to je zakon. Ko bom jaz nekaj rekel, obljubam ti to, wow, jaz to moram zdaj narediti, tudi če je v mojo škodo. Razumeš? Če ti jaz rečem, obljubam ti, lej, tole tablico ti bom dal, sam počak, da je konc pridige, pa ti jo bom pol dal. Danes sem jo že izgubil, pa nazaj k meni prišla, haleluja. Sem si že v bistvu poslovil v njej. Ampak, in pol jaz pozabim in ti jo ne dam. In pol ti rečeš, Klemen, kaj pa tablica? Ja, sej, čak, ne vem, lej, rabam jo. To je ful greh, cerkev. To je ful narobe. Hvala Bogu za njegovo milost, če ne bi že vsi šli v pekel. Ampak Bog, cerkev, Bog pa nikoli ne to naredil. Amen? Mogoče so ti doma kdaj govorili, ja, če boš imel petko, bomo šli na izlet, pa niste šli na izlet. In kaj ti to govori pol? Da ljudje ne držijo obljub. In pol prideš Bogu in si misliš, njegova beseda, hva pa je beseda, etko, beseda, vsak lahko nekaj reče. Ne, ni res, haleluja. Božja beseda je dvignjena nad njegovimi, njegova beseda je zakon. To, kar on rekel, se bo vedno zgodilo. Amen? Vse bo prišlo, njegova beseda nikoli ne bo prišla. Zato je Bog tukaj rekel, da priseže. On ti zdaj priseže, sam pri sebi priseže, ker ni nobenega večjega, pri kateremu bi lahko prisegel, sam pri sebi priseže. Kaj to pomeni? To pomeni, da če se ti bo zlagal, pol on neha obstajati. Pol on lahko kar zapreš ta cuno in Bog več ne obstaja. Zakaj? Ker je prisegel, da te ne bo nikoli zapustil. Da bo vedno s tabo. In je prisegel pri samem sebi. To pomeni, če bi jaz prisegel pri svojem otroku, pa mi lahko otroka ubijaš. Ampak on je pa pri samem sebi prisegel. To pomeni, da on več ne obstaja, če to zlomi. Se pravi, on ne more nekaj reči, pa da nov naredil. Okay? Dokazal ti je svojimi deli. Umrl je zate, vstal je od mrtvih, rešil te je ven. In pol na koncu ti je še prisegel. Haleluja. Ti si dedič obljube, poglej. Abraham je potrpežljivo čakal in dočakal izpolnitev obljube. Ljudje prisegajo pri večjem in da bi prišli do konca kakšnega koli prerekanja v potrditev prisežejo. Ker je Bog hotel dedičom obljube, in to sva jaz pa ti, preber si Galačanov 3, midva sva dediča obljube, še bolj jasno pokazati. Se pravi, Bog ti še bolj jasen hoče pokazati, da lahko računaš na njega. Amen? Da lahko, da on te ljubi brezpogojno in je vedno s tabo.
ker je Bog hotel dedičom obljube še bolj jasno pokazati, da je njegov sklep neomajen, je posredoval še s prisego. A razumete, koliko nizko se je Bog spustil, da men pa teb, navadnima bivšima grešnikoma, začne prisegati, da je res tako, kot je rekel. A ni to ponižnost, cerkev? To je pa res izčrpan pojem ponižnosti. Najprej vse naredi zame, pa zate. Pol naj jo išče, govori nama. In pol še vedno ve, da lahko da mu bo dvomila, zato ker naj bo hudič napadel, naj preizkušnje bojo zgledale, da so močnejše od njega. In pol nama še priseže. Lej, prisežem ti. Haleluja. Amen. A si predstavljaš, da ti je vse reče, lej, prisežem ti, da je vse res, kar sem ti rekel. In pol ti se tam mučaš z boleznijo, on pravi, lej, prisežem ti, da si ozdravljena v mojih ranah. Prisežem ti, haleluja. Prisežem ti, da sem plačal ceno za tvojo bolezen. In pol si vas usamljen. In on ti pravi, prisežem ti, da sem jaz bil usamljen zate, haleluja. Da sem jaz bil zaničevan od vseh ljudi, bolj kakjerkoli človek. Zato, da ti nisi več nikoli usamljen. Haleluja. Še prisežeti, da boš razumeš, a ni to nora ljubezen, cerkev? Cerkev, to je divja ljubezen. To je nadnaravna, brezpogojna Božja ljubezen. Največje darilo, ki ga lahko sprejmeš. Sam razmišljaj o tem, kdo si v njemu. Haleluja. Ne moreš biti bližje njemu. On je v tebi, ti si v njemu. Dajmo še s tem zaključiti. 1. Janezovo pismo 3.1. 1. Janezovo pismo 3.1. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Kaj je naredil? Podaril nam jo je. Amen? A je tako, če jo je podaril, pa lahko nehamo s tem, da bi si jo zaslužili. Amen? Nehi probati plačati za njegovo ljubezen, pa si jo zaslužiti. Nehi to delati, haleluja. Enostavno po milosti, z vero sprejmi, kar ti on po milosti podaril. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Ljubi, zdaj smo Božji otroci. Ni pa še razodeto, kaj bomo. Se pravi, to je šele začetek. V bistvu s tem umom, ki ga imamo tle na zemlji, pa s tem srcem, pa s to omejenostjo naših izkušenj, ki jih imamo na zemlji, v bistvu sploh ne vemo, kdo smo, haleluja. Amen. Kaj je bil Gideonov problem? Gideonov problem ni bil to, da je on ful reven, pa poln strahu, pa da je ful velika vojska Medijancev okoli njih in so ful močnejši od njih. On ima samo en problem, da ni vedel, kdo je, haleluja. Ker če bi on vedel, kdo je, ne bi nobenega problema. Ker to, kdo si ti, je dost več od vsega, kar doživljaš, haleluja. Zakaj? Ker si eno z Bogom, haleluja. Ti in Bog sta večina, haleluja. Ti, za tebe pa Boga ni noben problem, haleluja. Amen? Vedno, ko imaš nek problem, ki je prevelik, je problem v tem, da narobe vidiš, haleluja, da ne veš, kdo si, haleluja. Poglej si tole. 2. Korinčano 5.17. V Kristusu smo nova stvaritev. 1. Korinčano 6.17. En duh smo z Gospodom. 1. Petrov 2.9. Mi smo izvoljeno ljudstvo, kraljevo duhovništvo, ki nas je poklical ven iz teme v svojo čudovito luč. Amen, to si ti. Božji otrok, ljubljen, sprejet, Božji sin. Eno si z Bogom, en duh si z njim. Haleluja. Amen, hvala ti, Oče. Oče, molim, da za ta čas, ki namesto, da bi se obremenjevali z darili, z božičem, čemrkoli, da raje razmišljamo, kdo smo v tebi, haleluja. Da raje razmišljamo, kakšen dar smo sprejeli, haleluja. Koliko noro je to življenje, da smo lahko eno s tabo, haleluja. Oče, jaz molim, da pozabimo na vse svoje probleme, haleluja. Enostavno, sploh ne moramo imeti problemov, ko gledamo, koliko si ti velik v nas, haleluja. In kako si nas ti sprejel v svoje kraljestvo, haleluja. Hvala za to osupljivo ljubezen. Oče, jaz molim, da ta teden začnemo več razmišljati o tem, haleluja. Molim po Svetem Duhu, da odpreš oči naših src, da spoznamo globočino, visočino, dolžino, širino ljubezni Kristusa, haleluja, ki presega vsako spoznanje, haleluja.
se do vse mere napolnimo z vso polnostjo tvoje ljubezni. Haleluja. Hvala ti, Jezus, da nas nikoli ne bo zapustil. Haleluja. Hvala, da ti lahko zaupamo. Hvala, da te nobena stvar ne more presenetiti. Jaz molim, da ti več zaupamo v tem tednu. Da ne živimo fasadno življenje. Da nočemo neki izgledati pobožni in se delati, da nam gre dobro in krivi druge za svoje probleme. Haleluja. Ampak molim, Oče, da enostavno se ti odpremo še bolj, kadarkoli do zdaj. Haleluja. Da ti pustimo, da zasedaš vsak del naših src, naših bitij. Haleluja. Hvala ti, Gospod, da ko vse veš v nas, še vedno nas ljubiš. Haleluja. In če si dal svojega sina za nas, kako nam ne bi vse drugo milostno podaril. Haleluja. Ne bo ta v nas, ki je bil v Jezusu Kristusu, samega sebe ponižal in prevzel podobo služabnika in je šel do konca, sam da bi nas dobil. Haleluja. Hvala ti, Gospod, da so nam vsi grehi odpuščeni, zato da smo lahko brez obsodbe zdaj Božji sinovi in hčere. Haleluja. Molim, da rastemo v tem odnosu Božjih sinov in hčerah. Haleluja. In Oče, ko živimo te praznične dni okoli sebe, Oče, molim, da vidimo ljudi s tvojimi očmi. Da ne gledamo čez materializem, ne gledamo čez stvari, Oče. Da vedno vemo, da imamo več kot dovolj za vsako dobro delo in da smo rešitev za vsako situacijo. Haleluja. Oče, molim, da smo mi darilo za ta Božič, za vsakega, s katerim koli se srečamo. Molim, da ljudje pridejo v tvoj objem, ki so z nami. Molim, da ne kritiziramo ljudi in pljuvamo čez njih, ampak jih vidimo kot izgubljene Božje otroke, ki čakajo na tvojo rešitev, na tvoj dotik, da se jih kdo usmili, da se jih kdo dotakne. Haleluja. Molim, da se dotaknemo koga v tem času. Haleluja. Oče, naj tvoja ljubezen teče čez nas v ta svet, ko obupno rab tvojo ljubezen. Haleluja. Ki jih nobena darila ne morejo zadovoljiti. Haleluja. Hvala ti, Oče, da tam, ko se je tema pomnožila, še bolj tvoja milost deluje. Haleluja. Oče, mi se dajmo ga prositi, da nas potopi v svojo ljubezen. Haleluja. Krst v Svetem Duhu, to pomeni potopitev v Svetega Duha. Oče, mi hočemo biti še potopljeni v tvojega Duha in hoditi v tvoji ljubezni. Haleluja. Oče, molimo, da pride ven iz naših src, v naš v naša dejanja, v naše okoliščine, v našo vero. Haleluja. Haleluja. Oče, molim, da nič ne delamo iz strahu. Haleluja. Ampak da vsako naše dejanje je ven iz čiste Božje ljubezni. Haleluja. Da vemo, da si nas ti sprejel in nam ni treba ugajati nobenemu človeku. Haleluja. Ampak lahko služimo ljudem s tvojo ljubeznijo. Haleluja. Oče, naj se odpakira v nas skupaj z vsemi darovi in talenti. Haleluja. Naj se razcvetimo. Haleluja. Oče, molim, da ne odnesemo sabo v grob zapakirane Božje ljubezni, ampak da odpakiramo na te zemlji. Haleluja. Da dela čudeži čez nas. Haleluja. Amen. Thank you.